V zadnjih 3 letih, kot dobro veste, je Izrael v vojni na številnih frontah. Ena od teh, o kateri se morda premalo poroča ali pa se o njej javno sploh ne razpravlja, je Zahodni breg. Izraelske obrambne sile so v zadnjem času povečale svojo prisotnost na teh območjih, vendar je nedavno odkritje varnostnih sil pretreslo oblast. Čeprav to sploh ne bi smelo biti presenetljivo. Tunel, načrtovan za teroristične napade, ki povezuje Zahodni breg z Jeruzalemom. In naš E24 News English Matijas Imbar je skupaj z vojsko dobil dostop in nas popelje tja. Prispemo v vas Azarija z vozilom, ki pripada mejni policiji. Nahajamo se na obrobju Jeruzalema, tik ob območju Male Adumim. Kfar Azahim, Kfar Azarija. Varnostna ograja je le nekaj metrov od nas, kar pomeni, da vhod v ta tunel poteka prav pod našimi nogami. Nič ni pripravilo teh policistov na odkritje globokega tunela, izkopanega tako blizu varnostne ograje, ki je bila prvotno zgrajena v 2000-ih, da bi ustavila val samomorilskih napadov med drugo intifado. To je varnostna ograja, le 70 metrov stran od nas pa je vhod v tunel. Tako je. Od ograje do tunela je približno 70 metrov. Sam tunel je dolg med 20 in 40 metri. Odkrit je bil, ko je bil še v začetni fazi gradnje. Prehodimo nekaj 10 metrov, preden se povsem zavedamo, kaj se dogaja globoko pod zemljo. Torej, prav pod našimi nogami, prav tukaj je tunel. Da, to je tunel. Se zavedaš, kaj to pomeni? Seveda, to pomeni, da moramo okrepiti občutek varnosti med javnostjo. Popolnoma razumemo, da imamo opravka z zelo resnim incidentom. To je prav vhod v ta tunel, prvi, ki so ga policisti kdajkoli odkrili med Judejo in Samarijo ter prestolnico Jeruzalem. Sprva so policisti želeli zavarovati območje, da bi zagotovili, da ni neposredne nevarnosti. Vhod je izjemno ozek, stropi so nizki. Za nami je zevajoča luknja. Ta posnetek so posneli prvi policisti, ki so odkrili strukturo. Votline so izklesane naravnost v skalo. Notri so našli zaščitne maske, več 10 steklenic vode in improvizirane stopnice, izklesane neposredno v kamen. Tisti, ki so za to odgovorni, niso imeli časa, da bi pospravili svojo opremo. Od tu se tunel razcepi v 2 ločeni jaški, 2 različni poti in se nadaljuje do točke, kjer smo ga prestregli. Tukaj se tunel konča, oziroma bolje rečeno, bil je odkrit ravno pravi čas. To je prvi tunel, ki so ga naše sile odkrile v tem sektorju blizu varnostne ograje. Nadaljujemo s pregledovanjem terena tukaj okoli Jeruzalema, blizu ograje, da ugotovimo, ali so na tem območju še drugi takšni tuneli. Kdo bi lahko stal za tem? Preiskava še poteka, oblasti pa puščajo odprte vse možnosti, od kriminalnega ozadja do terorizma. Ne izključujemo nobene hipoteze. Lahko je prav tako verjetno povezano s kriminalom kot s terorizmom. Skratka, gre za tunel, ki je bil v gradnji, a je bil tik pred tem, da bi prešel pod varnostno ograjo in prodrl na izraelsko ozemlje. Ne smemo podleči strahu. Tukaj smo, da zaščitimo civiliste. Na nek način smo obrambni ščit Jeruzalema, ki varuje obrobje prestolnice. Že samo dejstvo, da smo ta tunel pravočasno odkrili, spreminja naš taktični pristop k tej regiji. Torej, odhajamo iz tega tunela. Policisti delujejo v prepričanju, da jih je bilo več, da je bilo več tunelov po vsej regiji. Ampak zato so tukaj, da zagotovijo varnost in zaščitijo državljane Izraela. Ko je bil tunel zavarovan, so na kraj prišle forenzične policijske enote, da bi analizirale prizorišče in sestavile njegovo zgodovino. Prizorišče je pravzaprav starodavna grobna jama, blizu kontrolne točke Azajim. Ugotovili smo, da so na prizorišču nedavne aktivnosti, delo, ki ga prej ni bilo. Ne moremo podrobneje pojasnjevati, ker preiskava še poteka. Lahko pa potrdimo, da so bili na kraju zaseženi orodja, tako ročni kot električni. Torej, ne govorimo o težki mehanizaciji ali bagrih, ampak bolj o tradicionalnih orodjih. To kaže na dolgotrajno, naporno operacijo. Imeli so tudi vse potrebno za daljše bivanje pod zemljo, kar pomeni, da so se redko vračali na površje. Nemogoče je natančno vedeti, kako dolgo je trajalo izkopavanje.
vendar pa glede na ugotovitve verjetno sega v zadnjih nekaj tednov, če ne celo mesecev. Zdaj je jasno, da je grožnja tunelov dodatna nevarnost, ki je ni mogoče prezreti poleg vdora nezakonitih delavcev. Toda mejna policija je odločna. Prav neprekinjena prisotnost jim je omogočilo, da so ta tunel odkrili pravočasno.